Pred in med testom novega Golfa smo prejeli kar nekaj vaših vprašanj. O mnenju o dizajnu, turbodizelskem motorju, voznih lastnostih, digitalnih zaslonih in še nekatera druga. No, vse bomo pogledali, ampak najprej se osredotočimo na tisto najtežje vprašanje, ki je pravzaprav čisto osnovno. Koliko je novi Golf pravzaprav boljši od svojega predhodnika? In po dolgem razmisleku lahko zaključimo. Golf 8. generacije od Golfa 7. generacije pravzaprav ni boljši. Iskreno bi zelo težko govorili, da je ta Golf tukaj od tega boljši. Predvsej bolje bo, da ga opišemo s tem, da je predvsem zelo drugačen. No, pa čeprav sta si takole po videzu zelo podobna med seboj. No, pa da vas ne zavajamo, seveda je Volkswagen z novim Golfom naredil na večini področji velik korak naprej. 8. Golf je močnejši predvsem na področju tehnike, tiste pametne tehnike, ki lajša vožnjo in veča varnost. In pa na področju zdaj zares izvrstnih pogonov, ki jih v veliki meri dopolnjuje blaga hibridna tehnologija. Ampak tudi Golf 7. generacije je bil na večini področji zelo močan, da ne rečemo celo vodilni v svojem segmentu. In tudi danes težko rečemo, da je ta avto zastarel. Še več, nekateri celo pravijo, da je v primerjavi z novim Golfom celo bolj premišljeno oblikovan in bolj prijazen uporabniku. In za temi mnenji tiči zelo dober razlog, ki vam ga kar takoj pokažemo. Skriva se namreč v notranjosti novega Golfa. Dva velika digitalna zaslona, skoraj popolna odsotnost fizičnih tipk in prečiščen minimalizem. Morda bi lahko tokrat rekli, da je Golf celo nekoliko pred svojim časom. Mnogo ljudi nad novostmi ni preveč navdušenih. Saj veste, kako pravijo o tistih starih navadah. Nekateri bi si želeli tisti klasičen vrtljiv gumb za nastavljanje glasnosti, tako kot v Golfu pretekle generacije, pa klasične fizične tipke za nastavljanje klimatske naprave. Tega v Golfu 8. generacije ni več. Ampak teh drastičnih sprememb Volkswagen ni opravil kar takole na hojladri, pač pa zelo premišljeno. Zato se nam vse kritike na račun intuitivnosti Golfa zdijo precej krivične. Za začetek imamo tukaj velik osrednji zaslon, na katerem zelo preprosto in pregledno dostopamo do vseh funkcij. Tukaj spodaj pa imamo za nameček tudi 4 bližnjične tipke do najpogosteje uporabljenih funkcij, med katerimi je tudi klimatska naprava. Volkswagen je zdaj pripravil tudi takšno pametno upravljanje klimatske naprave. Zgolj navedete svojo zahtevo in avto vam bo poskušal ustreči. No, kljub temu imamo na voljo še vedno tudi klasično upravljanje. Neposredno pod osrednjim zaslonom se nahaja tudi takšen drsnik, kjer nastavljamo glasnost audio sistema, temperaturo klimatske naprave. Ko poznamo nekaj dodatnih funkcij, pa lahko nastavljamo tudi gretje prednjih sedežev. Upravljanje s sistemom je takole, ko avto stoji na mestu, zelo preprosto. No, nekoliko bolj zahtevno je biti natančen med tem, ko se peljemo, ko se vozilo premika. Ampak vseeno, voznik ima tako ali tako večino funkcij, ki jih potrebuje še vedno na voljo prek klasičnih gumbov tukaj na volanskem obroču. Praktično edina pomanjkljivost novega sistema, ki smo jo zaznali, je upravljanje po noči, saj ta vrstica tukaj ni osvetljena. Med vožnjo je vozniku na voljo tudi tale digitalni zaslon tukaj spredaj, kjer lahko poljubno prilagajamo informacije glede na potrebe. Golf je tradicionalno vsestranski avto. To pomeni, da bo prevažal mlade, starejše, prostorsko manj zahtevne družine, služil bo kot služben avto ali pa kot rent-a-car. In zato je še toliko bolj hvale vredna pametna zasnova voznih lastnosti oziroma pravilno doziranje dinamike in udobja. Golf je vozniško odličen, ampak to ne pomeni, da je recimo dinamičen kot na primer Ford Focus, pač pa nudi odlično razmerje odzivnosti in pa mehkobe podvozja ter natančnosti krmiljenja, da je vožnja sproščujoča in lahkotna. Pravzaprav tukaj za volanom zelo uživamo in izkušnje ne pokvari niti turbodizelski motor, ki žene našega Golfa. Gre za 2-litrski TDI s 110 kW oziroma 150 konjskimi močmi. Prav nasprotno, gre za najboljšo turbodizelsko izkušnjo v tem segmentu. Prvi razlog je izvrstna zvočna kulisa, kar v danem primeru pomeni skorajšnjo neslišnost turbodizelskega motorja. No, pri najvišjih dovoljenih avtocestnih hitrostih lahko resnično uživate v tihi vožnji izkušnji. Skoraj bi lahko poslušali tiktakanje ročne ure med vožnjo.
Če bencinski motorji počasi, ampak vztrajno izpodrivajo dizelske, pa imamo tukaj še en argument, zakaj slednji še nekaj časa ne bodo odšli na smetišče zgodovine. In to je poraba goriva. Na našem testnem krogu smo pri mešanem ciklu zabeležili skoraj neverjeten rezultat – 4,3 litre na 100 prevoženih kilometrov. No in to je, pozor, povsem normalna vsakodnevna vožnja. Že sama izvrstna poraba, ki je tako celo nižja od kakšnega klasičnega hibrida, bo lahko prepričala precej kupcev, ki potrebujejo preverjeno izbiro. To pomeni varen, zanesljiv in udoben avto, ki blesti na daljših poteh. No in če že moramo, ravno izpopolnjeni pogonski sklopi so največja prednost, ki jo v primerjavi s predhodnikom prinaša novi Golf. Če vas digitalizacija, nova oblika in obsežen nabor odlično delujočih asistenčnih sistemov še ne prepričajo, bi vas učinkovitost in uglajenost novih oziroma izboljšanih pogonskih sklopov definitivno morali.